Povsem netipični Opel pa je nova Zafira. V njem pravzaprav ni Oplovih elementov. Avto nima tudi nobene veze s predhodno Zafiro. Glede na videno pri Corsi, ki so jo inženirji uspeli ohraniti nemško, pa lahko pričakujemo, da tudi prihodnja Zafira ne bo imela ničesar skupnega s tokratno. Verjetno le redki med vami še niste slišali za Zafiro. V preteklosti je to ime nosil enoprostorec, ki je bil eden najvidnejših predstavnikov svojega segmenta. A ime Zafira odslej nosi nekoliko večji potovalni kombi. Prvi razlog za spremembo so današnji avtomobilski trendi. Slednji so že skoraj docela končali pot klasičnih enoprostorcev. Te so v ponudbi avtomobilskih proizvajalcev zamenjali mestni terenci ali pa takšni kombiji. Če se vam zdi oblika Zafire znana, bo to bržčas zaradi dejstva, da gre za praktično identičen avtomobil Citroenovi, Peugeotovi in za nameček še Toyotini različici. Potniki v drugo in tretjo vrsto vstopajo skozi stranska drsna vrata, ki se v primeru našega testnega avtomobila odpirajo takole s pomočjo elektrike. To je za uporabo predvsem bolj preprosto, še posebej pa bolj varno. Po drugi strani bi bilo električno odpiranje smiselno tudi na nerodnih zadnjih vratih prtljažnega prostora, se pa Zafira vsaj delno odkupi s priročnim ločenim odpiranjem zadnjega stekla. Sami sedeži, ki so eden najpomembnejših delov tovrstnega vozila, so v naši ekipi pustili nekaj ločenih mnenj. Na prvi vtis namreč delujejo nekoliko pretrdo oziroma neudobno. Je pa to dobro za vožnjo na daljše poti, saj je obremenitev za hrbtenico na ta način nekoliko manjša. Klopi druge in tretje vrste sta vzdolžno pomični, kar je dobrodošlo pri vstopanju, prilagajanju prostora za noge, pa tudi pri pridobivanju kakšnega litra prtljažnega prostora. To je pomembno predvsem pri najkrajši izvedbi Zafire, ki je zaradi razmeroma majhne dolžine zelo priročna za vožnjo in obračanje v mestih, manj pa, ko govorimo o prtljažnem prostoru. Številka 1500 litrov pove zelo malo, sploh če vzamemo v obzir, da je prtljažnik ob zadnji klopi v zadnji poziciji dovolj velik samo še za kakšen kovček ročne prtljage. V tem razredu dizlom pa še nihče kaj dosti ne oporeka. V primeru našega testnega vozila smo preizkusili šibkejšo dvolitrsko različico s 110 kW. Motor je bil s testno porabo 7,5 litra na 100 prevoženih kilometrov zadovoljivo ekonomičen, predvsem pa povsem dovolj zmogljiv tudi v primeru večjih obremenitev. V tovrstnem vozilu bi priporočali izbiro samodejnega menjalnika, a ta je v primeru Zafire na voljo le z najmočnejšim motorjem, to pa pomeni, da bo vozilo dražje za vsaj 2800 evrov. No, Oplovi avtomobili so seveda po novem vse bolj francoski, a nemški inženirji se močno trudijo, da bi kljub novim razmeram ohranili nemški značaj. Prvi model, ki svojo nemškost jasno izraža, je nova Corsa. Spoznajte jo. Sicer pa gre tudi Opel v električno smer, tudi s priključnim hibridom Grandland X. Poglejte.